Še ena tipična napaka v spletnih tečajih in sicer predolge lekcije. Hvala, Maruša, tukaj je dogodek.si in ja, tole je ena od zadev, ki jih non-stop meljam, non-stop ponavljam, skratka predolge lekcije. Ne? Zdaj, kaj to pomeni predolge lekcije? To ni zdaj nujno glih po dolžini, ne? Lahko so tudi mečkam pregloboke ali kakorkoli, no, ampak predvsem dolžinsko gledano, veste, da nam pač, bom rekla, z leti tehnologije, ne samo z našimi leti staranja, ampak z leti tega, koliko konzumiramo vse te vsebine na internetu v obliki video in vse te zadeve, skratka nam ta, bom rekla, pozornost pada, skratka neke dolge lekcije, torej, bom rekla, niso več aktualne, predvsem je pa tudi to, da naši udeleženci naše programe predelujejo, tako rečen, vmes, jaz temu rečem, ne. Dopoldne so bili v službi, pol so laufali po otroke po možnosti v vrtec pa šolo, pol so, ne vem, še kuhali, vmes so mogoče med kuhanjem celo si vzeli nekaj pavze, pa so šli kakšno lekcijo pogledati, pa so uspeli pogledati sam tam za nekih 5-10 minut in tako naprej, ne. Skratka, tudi težje se spravijo, v bistvu, če vejo, da jih čaka, ne vem, 1-urno predavanje, lahko, mislim, jaz sama sem tako, vidim, pogledam na YouTube, recimo vidim, kakšen nov video pride ali pa neka vsebina, ki jo iščem, pogledam, tole je pa 1 uro, too much, nimam časa, 1 uro, tudi če dam tole na speed, na 2-kratno hitrost, bo to še zmeraj trajalo, ne vem, pol ure, ne, skratka, je dosti težje v bistvu pač to, se tega lotiti, zato ker pač vidimo že po defaultu, dolga vsebina, to si moram res čas vzeti, moram si rezervirati čas in tako naprej, no. Tako tukaj, če bojo pa vedeli, ne vem, da jih čaka, ne vem, 5-10 minutna video lekcija, ki jo lahko predelajo, ne, zdaj določene stvari morajo predelati mogoče z računalnikom, marsikaj pa v večini programov, ki niso, bom rekla, vezani kakorkoli tehnično, lahko človek predela stran od računalnika in vejo lahko recimo mogoče tudi pogledajo na telefonu, ne, če je seveda spletni tečaj in njegova celotna vsebina video lekcije prirejene za telefon in si vzamejo samo tistih par minut, ko pogledajo, naredijo zapiske in tako naprej. Zdaj, tukaj, kar je pomembno na tej točki, je to, da to ne pomeni samo to, da imamo mi 1-urno predavanje, ki smo ga posneli, pa ga samo razrežemo. Ja, lahko seveda tudi to naredimo, oziroma imamo lahko tudi daljša 1-urna predavanja, če nas, bom rekla, sam LMS, torej spletna učilnica podpre, bom o tem tudi še kdaj drugič govorila, ampak tisto, kar je bistveno, kako mi pridemo do prave dolžine lekcij, vas vabam, no, tlele v tem e-priročniku spletni tečaj od A do Ž, ki ga dobite v PDF obliki brezplačno na vaš mail, če se prijavite. In je poanta v tem, no, da vam razložim, kako zasnovati tečaj, kako oblikovati lekcije. In če boste sledili sistemu, ki vam ga tukaj predstavim, metodologiji, ki sem jo sama, bom rekla, razvijala na podlagi različnih modelov, na podlagi moje prakse in tako naprej, boste videli, da pravzaprav že avtomatsko, ko kreirate te vsebine na tak način, pravzaprav pridejo kratke, pa kljub temu zajamete vse bistvene stvari.